Dober večer, spoštovani gledalci. Moj gost nocoj je profesor dr. Matjaž Kmecel, profesor literarne zgodovine, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pisatelj, dramatik, politik, pa še kaj drugega. Večer, gospod Kmecel. Dober večer. Področje vašega delovanja so tudi, seveda, znameniti Slovenci, rekel od Trubarja, Levstika, Prešerna, Smoleta, Tomana in tako naprej. V glavnem tudi politiki. Zanimivo. A vas politika tako usodno privlači? Mene politika... Da se jih lotevate? Ne, usodno me sploh ne privlači, ampak vse to so bili ljudje, ki so po nuji razmer in zgodovine bredli tudi v politiko. Znano je, da je recimo ob Jurčičevi smrti, da se je Levstik skoraj da solzno nad njegovim truplom sklanjal in pravil, politika ga je ugonobila. Kaj vse bi bil napisal, če ne bi bil politik? In dejansko je Jurčič bil eden izmed velikih takratnih slovenskih politikov, ampak politikov tiste vrste, ki ni znal nič materialnega, praktično zase poskrbeti. Znana anekdota o tem, kako se je proti koncu življenja zaljubil v neko gospodično. On je umrl zelo mlad, 37 let star, in si je sklenil osnovati družino, kot so takrat rekli. Dekle je bila hči nekega liberalnega prvaka, to se pravi tistega krila slovenske politike, ki mu je tudi sam pripadal in ki ga je imela za svojega voditelja. Ko pa jo je zasnubil pri tem očetu, je rekel: gospod Jurčič, spoštovanja vreden gospod ste in mož, ampak povejte mi, s čime boste pa preživljali. In ni bilo z ženitvijo nič, tako da je potem čez nekaj let je umrl samski. V današnjem času bilo drugače, ne? No, v današnjem času je malo drugače, bilo pa že takrat tudi drugače. Danes je politika donosen posel, biznis. Lahko. Toman, kot klasičen primer, si je kupil takrat Grašino Polhograjsko, pa še kaj zraven. Je potem to gojil naprej premoženjsko in prestižno. Ampak danes politika recimo ni več tvegana, tako rekoč ni več tvegana, bom rekel, že 10, 15, 20 let, medtem ko takrat je pa seveda bila, jih je ugonobila nekatere, je bila sodna. Ja, zelo veliko, se veste, tudi danes jih ugonobi, kar nekaj, samo tega ne vemo. Ne, eksistencialno ne, ampak recimo njihova življenjska pričakovanja in podobne stvari, ker vi morate imeti pred očmi politika, ki je res fokusira, se pravi, osrediščen v politiko, to se pravi, nič drugega ne vidi mimo tega posla in zdaj, če mu tu spodleti, je v praznem prostoru. To je potem zgubljena eksistenca, tudi sam pred sabo celo. No, Levstik, recimo, je tipičen primer, ne? No, Levstik je imel drugo zadoščenje, Levstika so neformalno vendarle izjemno spoštovali, tako da, koliko že je za življenja stradal, pa so ga, ne vem, preganjali skoraj zlasti ti staroslovenski prvaki od Blajveza navzdol, vsi po spisku, je ob njegovi smrti 1887. čez noč postal neke vrste mit slovenski in za njegovim pogrebom, to je bila znamenita pripoved ali zgodba o tem, je šlo vse od deželnega glavarja do lemenatorjev s svečami v rokah. Župan je dal na vsa okna postaviti luči, kot se je takrat delalo, in pogreb je šel skozi celo takratno mesto, ki je takrat štelo mogoče svojih 40 000 prebivalcev, Svetemu Krištofu tja dol. V redu. Ampak to se je isto zgodilo potem Cankarju. Tudi Aškarcu, vse te so ti znameniti pogrebi. Ampak za časa življenja pa... Za časa življenja pa veste, kdo pa je za čas... So bili podrinjali, Levstik je bil, bom rekel, ekskomuniciran. Levstika niso, bom rekel, ubili ga, niso ne vem kaj, ampak so ga pustili tam na robu, da je reven živel od miloščine skoraj. Ne, na eni strani. Zdaj, vi lahko to analogizirate z strankarsko razdvojenostjo prostora. To danes razumemo še nekako najbolj. Pozicija, opozicija. Pozicija so takrat bili v bistvu staroslovenci, če malo poenostavljamo, Blajvez, imeli so Koselskega in tako naprej, kup ljudi, Svetec, Klun, Toman in tako naprej. Opozicija so bili pa mladi. In ti mladi so zmeraj rebelirali, kar je skoraj da normalno. In z vsemi temi mladimi je bil zmeraj Levstik glavni, on je bil njihov govornik, glasnik in tako naprej. Takoj, ko so ti mladi prišli do svojega posla, do svojega zaslužka, do možnosti, da je obogatel, da si je s premoženjem opremil svoje življenje, svojo eksistenco, jih je pa Levstik že zapustil in je šel k naslednjim mladim. Tako da je zmeraj ostajal nekako... On je bil pa skos nekako revež, on bi lahko živel v ugodju. Ja, ker je bil v opoziciji, recimo, preprosto rečeno. Ampak on je moj edini, ideje, je bil premočrten, on je bil ideolog, je bil politik. Absolutno, vse to so zaradi tega, je pa bil tako uporaben po smrti.
Pred smrtjo pa za te glavne slovenske prvake pa seveda niti malo ne, razen da so se kregali, ker on je bil tudi izjemno napadalen, ne? On je bil zelo prestižen človek. Brezkompromisni, imel se za voditelja slovenskega, po božji volji, po usodi in tako naprej. In Bog vari, da bi kdo posegel v ta njegov osebni prestiž. Zaradi tega se je počel zelo zgodaj že z Blajvajzom, z očetom naroda, že takrat tako rekoč in z vsemi drugimi tako imenovanimi prvaki. No, ampak on je prišel recimo prvi na dan s takimi idejami. Ne bom rekel z besedo samostojna Slovenija, čeprav se nekje tudi to omenja, ampak zedinjena Slovenija, slovenski jezik in tako naprej. On je res vizijo imel nacionalno. Ja, on je imel vizijo zagotovo, ki je bila zelo daljnosežna, daljnovidna, ki pa je ostajala v okvirih takratne realnosti. Takratna realnost je bila pa morda kvečemu lahko neka konfederacija ali federacija, federalna urejenost avstrijskega ali habsburškega cesarstva na nacionalni osnovi. Na tem temelju obstaja tudi ideja o združenju ali zedinjeni Sloveniji. To pravi zaokrožiti v upravno enoto v tisti prostor, ki je Slovenci poseljen, ker drugače smo bili upravno razdeljeni na Kranjsko, Koroško, Štajersko, Trst in tako naprej. Od tega je bila samo Kranjska, samo slovenska. Ne? S tem, da je recimo Levstik ves čas poudaril ta navezanost na jezik, slovenščino, so razliko od Jurčiča, ki je, bom rekel, dosti po nemško pisal, ne? Ne, Jurčič niti ne. Razmišljal, bom rekel. Recimo, samo veste, treba imeti pred očmi, da so to bili fantje, ki so vse šole dali praktično v nemščini. So dokončali. Ne? In celo nekatere plasti jezika takrat pri nas niti niso bile še posebno razvite, tako da recimo, pogledajte Prešernovo korespondenco, recimo malo prej, predtem, on ima 2 pismi ohranjeni v slovenščini ali nekaj takega, ne? Edini, ki je takrat res dosledno dopisoval si v slovenščini, je bil Andrej Smole. Ampak če berete vi njegova pisma, danes boste videli, kako nerodno je, ker ni imel razvitega korespondenčnega jezika. Preprosto. Ni mu bilo na razpolago. Preprosto ne. Jurčič je imel neke druge težave, ne, pri teh rečeh. Njega je malo metalo ilirstvo. Ne, on je bil vendarle zastopnik neke južnoslovanske ideje o tem, kako bi se morali južni Slovani združevati v neko dovolj močno državno tvorbo in tako naprej. Tisti vse Slovani ali pan-Slovani so imeli še širše vizije, še z Rusi, znano je potem reklo Črnogorcev, ne, nas z Rusije 100 milijonov in tako naprej. Ne, približno v to smer je to šlo in to se je poznalo potem tudi na jeziku. Ne, se je hrvatiziral do neke mere. Dobro, so menili Levstik, da se je imel za voditelja, on je v sebi govoril, da je slovenski Špartak na koncev. Tudi. Ampak to ni bil edini. To isto idejo je imel Prešeren, to isto idejo je imel Trubar. Ja, je razlika. Veste, zdaj, Levstik je bil seveda voditelj za vse, kar bi moglo obstajati kot slovensko. Vključno z matematiko, čeprav je znano, da je matematiko črtil do konca in je znan epigram stvari na svetu 4 so, ki se mi gabe premočno, algebra, stenica, govno, stara mica, recimo, nekaj takega. Ampak on je šel, kot so mu rekli, in je takoj delal terminologijo za matematiko. Ne? Čeprav je od matematike ostal neke vrste življenjski fiasko pri njem, ker ni napravil mature in je potem se premetaval skozi življenje. Pač. Medtem ko Prešern se je imel za nekega, bi rekel, skoraj da... Se imel za voditelja, prosim, on se je imel po svoje za voditelja, v bistvu bolj kot prebujevalca Slovencev, ker on ima to... To so ga imeli Ljubljančani za čudaka, ne? Absolutno, čisto, ne? Čist čudak kompleten. Takšen je bil v očeh Ljubljančanov. Oziroma, poročajo, ko je bil kasneje v Kranju na stara leta, so ga imelo celo mesto za pijanca, v bistvu, ampak v tej eliti kranjski je pa veljal za izjemno učenega in spoštovanja vrednega gospoda. Čeprav ga ni razumel, ne? Ampak na ta način so gledali na dvojno.